Na to obdobje imam, moram reči, lepe spomine. To je bilo obdobje zelo intenzivnega dela. Delalo se je tudi preko 8-urnega delovnika. Zadeve so bile na kritični poti za doseganje prve priključitve na elektroenergetsko omrežje. Vsi so takrat željno čakali na električno energijo iz nove elektrarne, tako da se je delalo intenzivno in zelo temeljito, da so se pripravili vsi pogoji za začetek obratovanja. Kakšna je bila konkretno takrat vaša vloga? Moja vloga je bila v tem, da sem sodeloval z ekipami, ki so preizkušali sisteme in opremo, dokumentiral rezultate teh testiranj, pripravljal analize teh testiranj, primerjava za kriteriji sprejemljivosti in pa seveda zagovor teh testov napram strokovnim organizacijam in pa upravnim organom, ki so potem izdajali potrebna dovoljenja za vsako fazo začetnega poskusnega obratovanja. So to bile velike ekipe takrat? To je bila velika ekipa. To so bili še seveda prisotni delno montažerji, ki so gradili elektrarno. Potem je bila celotna ekipa dobavitelja na elektrarni in pa seveda tudi ekipa, ki je prevzela kasneje elektrarno v obratovanje, je zelo intenzivno že delala na preizkušanjih, vzdrževanju in po obratovanju posameznih sistemov in pa opreme. Tako da je potem prevzem elektrarne potekal, moram reči, zelo gladko in pa uspešno. Se je potem vaša vloga spremenila v elektrarni? Seveda se je po končanem začetku obratovanja so se začele z prevzemom elektrarne odgovornosti in pa obveznosti, ki se nanašajo pa na samo obratovanje, ki so nekoliko drugačne sicer, vendar še vedno zelo zahtevne in pa odgovorne, glede na to, da je seveda Westinghouse zapustil objekt in je bila celotna odgovornost in za varnost in učinkovitost obratovanja na sami ekipi, ki je takrat prevzela elektrarno. Če se vrnete 40 let nazaj, kako je javnost takrat sprejela, se pravi lokalna javnost? Jaz bi rekel, da v veliki meri z zadovoljstvom, z nekim pričakovanjem, da smo končno pridobili prve kilovatne ure in s tem zmanjšali redukcije, ki so bile v tistem času kar pogoste, tako da je bila vsesplošno elektrarna, moja ocena je sprejeta v večini zelo dobro. Morda kakšen spomin, ki se vam je v teh zadnjih 40 letih nekako najbolj vtisnil v spomin? Bilo je kar precej takih dogodkov pomembnih, vendar bi jaz izpostavil eno obdobje, ki se nanaša na obdobje od začetka načrtovanja te elektrarne, potem same gradnje in pa zelo učinkovitega obratovanja. To je eno obdobje, ki je pokazalo, da je Slovenija sposobna prevzeti neko izjemno zahtevno tehnologijo in to upravljati tudi na zelo učinkovit način. Namreč za takšno tehnologijo upravljajo predvsem najbolj tehnološko razvite države. No, jaz bi rekel, da je projekt JEK2 logično nadaljevanje obstoječe nuklearne elektrarne, tudi podlaga za to, da lahko sploh razmišljamo o novi jedrski elektrarni. Mi smo v pripravah in analizah za upravičenost gradnje nove jedrske elektrarne pokazali, da nova jedrska elektrarna, tako kot tudi obstoječa, prinaša visoko stopnjo energetske varnosti, ekonomsko-socialne varnosti in pa okoljske varnosti in v veliki meri izpolnjuje tudi načela vzdržnega razvoja, kar se je tudi pokazalo za študijo Joint Research Centra, to je raziskovalno-razvojni center Evropske komisije na Nizozemskem, ki je pokazal, da je jedrska energija najmanj toliko trajnostna kot tudi obnovljivi viri.